Glavna značilnost moderne države je to, da smo v njej vsi formalno enakopravni. Če pogledamo vsa tisočletja človeške zgodovine predtem, vemo, da temu ni bilo tako. Vemo, da v antiki so se ljudje recimo lastili sužnje. Spomnimo se v srednji šoli, recimo so nas učilo o špartancih, za katere so veljale drugačne pravila in zakonodaja, kot za njihove sokrajane, ki so bili drugega izvora. Isto veljalo recimo za rimske državljane. Enako potem spet v srednjem veku. Vemo, da tam Tlačan bil vezan na svojo, pač je bil vezan na zemljo, ki je obdeloval, in ta zemlja je bila v lasti fevdalnega gospoda. Ta je bil med drugim recimo tudi sodnik v manjših zadevah in razsojal o temu svojemu Tlačanu. In spet enako za recimo fevdalca na eni strani in za Tlačana na drugi strani sta veljali dve popolnoma različni zakonodaji. In če gremo nazaj v zgodovino človeške civilizacije, vsa ta tisočletja, nazaj do piramid in do prvih namakalnih sistemov, pač vedno je bila družbena neenakost očitna. In ljudje so to razumeli in vsake toliko so se tudi uprli. In pač spet je bilo na prvo žogo tako jasno, pač, kje stvari stojijo, ko se je zgodil recimo Spartakov upor sužnjev v antiki, ali pa ko se je zgodil eden izmed stotin večjih ali manjših kmečkih puntov v srednjem veku, je bilo spet brez vsakega dvoma jasno, kje stvari stojijo. Vsak tak upor je bil nemudoma nasilno zatrt. Danes je pa drugače, ne? Danes za vse nas veljajo isti zakoni. Vsi imamo pravico nastopati svobodno na trgu kot svobodni tržni akteri in vsi smo nosilci določenih univerzalnih, neodtujljivih pravic kot državljani svojih držav. Zdaj, če bi bili liberalna stranka, bi pač na tej točki lahko zaključil predavanje. Je demokracija, vsi smo enakopravni, je meritokracija, sposobni ljudje pridejo na vrhu, ostali ne, in to je to. Ker pa nismo liberalna stranka, ampak smo in poskušamo biti leva stranka, pa vemo, da so stvari malo bolj komplicirane. Seveda vemo, da razlike v resnici ostajajo, kljub tej formalni enakopravnosti. Vemo, da bodo manjšine recimo diskriminirane v sodnih postopkih, vemo, da bodo multinacionalke utajevale davke, vemo, da smo v malo drugačni poziciji kot Jeff Bezos ali pa Bill Gates, vemo, da bodo otroci iz bogatih družin imeli več sredstev, vez in kompetenc za uspeh v življenju in tako naprej. Ampak, kljub temu, da so vse te stvari na neki ravni očitne, pa iz te formalne enakopravnosti, ki sem jo opisal v začetku, sledita dve posledici. Na eni strani izjemna trdoživost in prilagodljivost kapitalizma v primerjavi z vsemi preteklimi družbenimi ureditvami. To je recimo temu razlika med železom pa jeklom, ne. Železo je pač ta old school, je izjemno močno, ampak pač, ko ga je na neki točki napneš čez njegovo strukturno jakost, bo pač preprosto počlo in pač se ne bo nikoli več nazaj sestavilo. Jeklo na drugi strani je pa prav tako trdno, ampak je tudi gibljivo in pač tolerira neko določeno upogljivost, po kateri se bo spet vrnil nazaj v pač svojo prvotno formo. In to je pač ta sistem, v katerem danes živimo. Druga značilnost tega, oziroma druga posledica tega sistema pa je, trdim, določena mera ambivalentnosti, dvoumnosti v sistemu in v tej dvoumnosti lahko družbena gibanja, politične organizacije, upori in tako naprej uspešno posegajo in dosegajo spremembe. Zdaj, vse to bom v nadaljevanju malo podrobneje razložil. V prvem delu pa najprej ena groba zgodovinopisna skica, kako smo prišli do stanja, kakršno je. In potem v drugem delu, kot rečeno, pač malo razmisleka o tem, kako se lahko te stvari politično uporabljajo. Kar se zgodovinopisnega dela tiče, bi najprej obračunal z nečem, kar se mi zdi, da je precej trdno zakoreninjena predstava med ljudmi in med levičarji posebej,
In to je, da se pač kapitalizem zvaja na globalno neenakost in na to, da gre za ustvarjanje profitov na velike razdalje. Pač po tej definiciji zametki kapitalizma pač segajo v trgovske mestne državice severne Italije, pač se vemo, Benečani, Genevežani, veliki trgovci, in se res razmahne potem, ko se trgovina prestavi Sredozemlja na Atlantik in ko se začne evropska prekomorska kolonialna ekspanzija od Krištofa Kolumba in Vasca da Game pa naprej. Spravi, Evropejci v zelo kratkem času odkrijejo smodnik, odkrijejo kompas in odkrijejo karake, spravi te čezoceanske jadrnice in pač se začne dominacija belega človeka in da je to v bistvu enako kapitalizem. No, mislim, da ta definicija empirično ne zdrži vode. Če bi držala, potem bi se kapitalizem moral roditi v največjih kolonialnih silah te dobe, to je v Španiji in na Portugalskem. Ampak v resnici se je zgodilo ravno obratno. Ravno v času, ko pač Španci in Portugalci uvažajo neverjetne količine zlata iz novega sveta, hkrati tudi gospodarsko, politično, vojaško nazadujejo v starem svetu. Po drugi strani, pač kapitalizem se porodi definitivno v Angliji, pogojno na Nizozemskem in še kje v okolici, sprav v državah, ki so bile v tistem času popolnoma brez kolonij. Angleži so v onem času pač si počas podjarmali Irsko, Irska je majhna, nima zlata, ima krompir, pač je to nekaj drugega kot novi svet, ne? In podobne trditve veljajo tudi za danes, da je pač kapitalizem to, da imaš na eni strani razvite države, na drugi strani tretji svet, to, da imaš H&M, Zaro, ki pač prodajate na zahodu majice, ki jih šivajo v Bangladešu, medtem ko v drugo smer pa pač se izvažajo avtomobile, pravne stroje, visoko tehnologijo in tako naprej. Pač vse to drži, ampak ni dovolj za definicijo kapitalizma. To, da kupuješ poceni nekje in prodajaš drago drugje, to ni kapitalizem. To je pač osnovna definicija trgovanja kadarkoli. In že v starodavnih časih smo imeli v resnici pač zelo velika območja, ki bi jim lahko rekli pač globalni sistemi, na katerih se je to dogajalo. Definitivno eno tako območje je bilo Sredozemlje, ko sem imel Feničane, pa stari Egipt, pa Grke, pa Rimljane, pa Kartagino in tako naprej. Definitivno je bila to recimo Centralna Azija, s Svilno potjo, ki je bil tudi en povezan kulturni prostor, ki je segal od Kitajske, Indije, pa do na eni strani Rusije, pa do na tretji strani Perzije, pa pač muslimanskih držav. Skratka, vse to so bila območja, ki so bila že pač tisočletja trgovsko povezane in so omogočila to, kar je ne dovolj za definicijo kapitalizma. Pač nekaj kupaš in drugje prodajaš dražje. Pa konec koncev tudi, če bi nam ratali nekoč, nekako, ne vem kako, izenačiti globalne razlike, da bi pač cel svet bil nekakšne, ne vem, socialne demokracije evropskega ali pa skandinavskega tipa, bi še vedno ostajali pač v okviru sistema kapitalizma, seveda bi bil ta svet boljši, ampak pač princip delovanja, ki ga bom pol kasneje še opisoval, bi bil isti. Skratka, na kratko, ni fora v kolonijah in globalni neenakosti, fora je v spremenjenih družbenih odnosih. In te družbeni odnosi včasih, govorim zdaj o dobi feudalizma, so bili sledeči. V resnici je šlo z perspektive današnje dobe za izjemno neproduktiven družbeni sistem. Ta naropano bogastvo, pač to zlato iz kolonij, iz Latinske Amerike, pa iz povsod drugje, ni šel v pač inovacijo, investicije pač na podjetja, karkoli tazga, šlo je več ali manj v pač luksuz in oboroževanje. In zdaj to v resnici danes lahko rečemo, da deluje iracionalno, ampak z perspektive takratnega aristokrata je bilo to izjemno racionalno početje. Ti si na eni strani potreboval prestiž za plezanje po družbeni lestvici in na drugi strani si potreboval oboroženo silo, potreboval si pa si jo zato, da si pridobil glavno produkcijsko sredstvo te dobe in to je bila zemlja. Ki si jo pač okupiral od nekoga drugega, zdaj od sosednjega plemiča ali dijanca ali kakorkoli že.
Zdaj, zakaj zemlja? Zato, ker skupaj s to zemljo pridejo obdelovalci zemlje, tlačani. Od njih se je pobiralo bogatstvo na dva načina v grobem in to sta desetina in tlaka. Desetina na eni strani je pomenila to, da pač od pridelka, ki si ga ti prideloval, si moral toliko in toliko dajatov oddati svojemu zemljiškemu gospodu. Pa v resnici je bilo to več kot desetina, pač v resnici je bilo polhanje enih stvari, ampak recimo v grobem desetina. In na drugi strani tlaka, to je pa bilo prisilno delo, ki si ga moral delati direktno na zemlji, ki je bila okoli graščine pač svojega zemljiškega gospoda. V to se je bil enostavno prisiljen. Treba je bilo postaviti mlin, pač na novo postaviti most, delati na polju, kakorkoli že. Tlačan se, milo rečeno, ni počutil preveč motiviran, da je opravljal pač te stvari. Definitivno to velja za tlako, ker je bil pač enostavno prisiljen to početi in pač to je nekaj drugega, kakor današnji start-up podjetnik, ki trdno verjame v to, kar počne in se pač žene tako v svojem delovnem kot v svojem prostem času. Ampak isto je v resnici veljalo tudi za desetino. Kmet je imel v svojem neposrednem obdelovanju pač sredstvo svojega preživetja, to je bila zemlja, na katerem je rasla hrana. In njegov neposredni cilj je bil nahraniti svojo družino. In enkrat, ko je to dosegel, se načeloma ni toliko pehal naprej. Definitivno se ni gnal za pač stvari, ki jih bo mu oduzel njegov zemljiški gospod. In njegov neposredni cilj, se pravi ne stradati od lakote, je pač tudi bil dosežen. Seveda so vedno obstajali neki kmetijski pač presežki, vsake toliko se je bilo treba odpraviti na sejem v najbližje malo večje mestece, ampak nič od tega ni neka bajna, podjetniško navdahnjena, kapitalistično motivirana trgovina. Kmet je pač enostavno poskušal preživeti. In zemljeposestnik na drugi strani je od njega poskušal pač iztisniti, kar se je dalo, ampak to je pač lahko dosegel samo z vedno večjo rabo sile, kar pač ni najbolj motivirajoča stvar na svetu. In ta zadnja stvar, ki sem jo omenil, se pravi bojevanje za zemljo, to samo po sebi je tudi izjemno, mislim, ne samo neproduktiven, ampak destruktiven način akumulacije bogatstva. Pač zato, da si se te plemiči med sabo spopadali, je pomenilo, da so morali vse te kmete, namesto tega, da bi obdelovali polja, potegniti pač v svojo naborniško vojsko. Spopad med sosednjimi plemiči je potekal tako, da je bilo ogromno ropanja, požiganja zemlje. Pač te najbolj brutalni spopadi, kot recimo 30-letna vojna, so privedli na določenih območjih Srednje Evrope do pač tega, da se je pobilo polovico prebivalstva pač na določenih delih. Skratka, iracionalno, neproduktivno, autodestruktivno početje. Ampak spet stališče tiste dobe pač racionalno početje, če si pač ti se potegoval za moč in oblast in mogoče nekoč za to, da pač prevzameš krono. In ta neproduktiven sistem je v Evropi obstal približno 1000 let in to je pač 1000 let izjemne politične fragmentacije, medsebojnega obračunavanja, spopadanja in tako naprej. Anglija, po drugi strani, pa ima v zgodovini razvoja kapitalizma posebno mesto. In sicer tam so bila družbena razmerja rahlo in na to vedno bolj drugačna. Zdaj, preveč v detajle tukaj ne bi šel, ker to je pač eno posebno predavanje potem, ampak bottom line je ta. Tam so se kmetje uspešneje upirali podreditvi v tlačanstvo, to je ena razlika, in na drugi strani zemlja, ki so jo dobili, mislim, ki so jo imeli, ki so jo obdelovali, niso imeli ne v lasti in ne v dednem upravljanju. Dedno upravljanje pomeni to, da pač ko je en kmet tlačan umrl, je pač po defaultu njegov sin, njegov prvorejenec prevzel to zadevo upravljanje. Ne? In načeloma fevdalec ni mogel, mislim, tukaj so bila določene pravice in fevdalec ni mogel tega kar tako spremeniti. Skratka, na eni strani niso bili direktno vezani, niso bili direktne vezi z zemljo, ampak na drugi strani so bili pa tudi osebno svobodni. To je Anglija. Posledično je nastala naslednja situacija. Zemljiški posestniki so začeli oddajati zemljo v najem, ponavadi nekim bogatejšim kmetom. Te pa so začeli
obdelavo zemlje oddajati v zameno za plačilo. In v tem je vsa razlika med Anglijo na eni strani in pa preostankom feudalne Evrope na drugi strani. Naenkrat se zgodijo naslednje stvari. Zemljiški posestnik, gospod, se pravi lastnik zemlje v Angliji, je lahko se spomnil in začel prekinjati ali pa zaostrovati najemne pogodbe. Kmet, se pravi ta, ki je dejansko obdeloval zemljo, je ni imel pač neposredno v svojem upravljanju, ampak je pač permanentno živel v strahu, bo pač na neki točki zamenjan, zato ko je pač ne dovolj konkurenčen in pač je nekdo sosednji več prideluje. In zato se je tudi sam trudil biti čim bolj produktiven. In potem pač vsi ti najemniki so bili prav tako pač v situaciji, da so jim zemljiški posestniki zaostrovali najemne pogodbe. In to so bile motivacije za inovacije v kmetijstvu. Pač Anglija, še preden se zgodi velika industrijska revolucija, ki jo vsi poznamo, je bila tudi prizorišče stoletja ogromnih agrarnih inovacij, spremenjenih sistemov obdelovanja, gradnje kanalov, modernizacije orodja in tako naprej. Skratka, pač vse to se zgodi bazično iz dveh razlogov in to sta dva razloga, ki sta v temelju podobna temu, kar imamo danes. Eno je to, da je bil pač neposredni delavec ločen od svojih sredstev preživetja. Pač ne prideluje lastne hrane, od katere mu potem pač se odvzame desetino kot davek, ampak mu pač vzame vso to hrano, vse te pridelane poljščine, kmetijske izdelke, kakorkoli že, v zameno pa dobi plačilo, s katero si hrano kupi. In druga stvar, med pač temi obdelovalci zemlje vlada tržna konkurenca. Pač moraš biti dovolj produktiven ali pa boš zamenjan. In to je ta veliki obrat, s katerim postane Anglija prva kapitalistična država sveta in ki omogoča Angliji konkurenčno prednost. In zdaj na tej točki imam nehal to prvo zgodovinsko poglavje, omenil bi sem še 4 motive poznanja zgodovine. Prvi je ovce, ki žrejo ljudi. To je bil en pregovor, ki je pač obstajal v Angliji te dobe. Na neki točki so pač lastniki zemlje ugotovili, da se jim bolj kakor pač tradicionalno kmetijstvo splača vlagati v tekstil in zato so spodili vse te kmete iz zemlje in namesto tega spremenili zemlje v pašnike, na katerih so se pasle ovce, ki so bile vir volne, ta volna je bila pa vir za pač tekstilno industrijo, ki je bila cutting edge tehnologije te dobe. Tako kot pač danes so računalništvo in vesoljski polet in kakorkoli že. Par stoletij nazaj je bila to tekstilna industrija v Angliji. Ljudje, ki so bili na ta način iz podeželja odgnani, so se selili v mesta in so predstavljali pač kanon futer za zgodnjo industrijsko Anglijo. En pesnik, William Blake, je pač v nekem verzu uporabil za to izraz satanic mills, satanski mlini. To je pač ta distopična podoba sajaste, prenaseljene mestne Anglije, v kateri ljudje nimajo nobenih pravic, alkoholizem, prenaseljenost in tako naprej. Ampak hkrati bistveno večja produktivnost, kakorkoli, kar je svet predtem poznal. In to je pač tretja stvar. Anglijo se je pač predstavljal kot tovarno sveta. Tekstil in tudi druge stvari, težka metalurgija, stroji in tako naprej, so pač stvari, s katerimi je Anglija zalagala pač preostanek sveta in se s tem pridobila izjemno konkurenčno prednost in hkrati postalo vse ostale države v to situacijo, da morajo se prilagajati, odzivati in kopirati ta sistem. Se pravi, na eni strani imaš ta idealno tipski razvoj Anglije kot prvega pač kapitalističnega gospodarstva sveta in potem vse ostale države, pač recimo Francija, prva pade na pamet, pač dolgoletna politična tekmeca in vse ostale, ki se pač pod težo teh političnih, vojaških in vsakašnih pritiskov sposobni prav tako na nepopoln način prilagajati in spreminjati isto.
kar pač spet v teh drugih državah potem povzroča družbena trenja, spremembe, razmeri sil moči in tako naprej. In zadnja stvar je imperij, v katerem sonce nikoli ne zaide, pač ta zgodnja industrijska Anglija je tista, ki postane tudi prvi kolonialist sveta in pač tja nekam do viktorijanske dobe se dejansko lasti ogromen, največji del več planeta. Tako, to, kar se tiče Anglije, oziroma potem Velike Britanije, oziroma potem Združenega kraljestva. Point pa je, da to, kar je bilo 200 in 300 let nazaj, če smo bili 200 in 300 let nazaj priča na pač angleškem podeželju, je v bistvu ta isti template, ki smo mu pričali v kapitalizmu za vse večne čase potem. Permanentna težnja k pač inoviranju, gon za dobičkom, pač neizprostna konkurenca vsega proti vsem in pač ta dolgi lok inovacije kapitalizma je potem ta, v katerem najprej ni več rokodelac sam svoj gospodar, ampak postane nekdo, ki je odvisen od investicij pač nekega večjega kapitalista, do tega, da rokodelac ni več pač gospodar svoje obrti, pa postane samo še podaljšek stroja, do tega, da ta podaljšek stroja isto tako kot sam stroj postane tudi sam znanstveno vodan, do pač zadnjega centimetra in sekunde pač gibov, ki jih upravlja za tekočim trakom, in do tega, da se cel ta proces racionalizacije v bistvu obrne v pač nas same kot posameznike, s svojimi smartphoni in aplikacijami, s katerimi si štopamo na sekundo svoj čas in poskušamo biti pač kar se da produktivni in samo inovativni in tako naprej. Skratka, pač cela ta dinamika, ki smo jim bili nekoč priča na angleškem podeželju v naslednjih 200-300 letih, je v bistvu tisto, kar poganja družbo pač povsod po svetu in v vsakem primeru in vedno bolj. Ok. Tako da, če ponovim, ločenost od sredstev preživetja, to je prva stvar, ki je pomembna, in druga stvar, tržna konkurenca med ponudniki delovne sile. Zdaj, kako je to povezano z definicijo moderne države? Zdaj, ta razprava o izpeljavi moderne države je spet ena stvar, ki bi lahko posvetil celo enourno predavanje, ampak mogoče bi v bistvu citiral samo prvega človeka, ki si je zastavil to vprašanje, in to je bil v bistvu Jevgenij Pašukanis, on je bil sovjetski teoretik prava. Grede to, kar berem, je prevod Marka Kržana, ki je tukaj prevajal prejšnji teden. To knjigo lahko dobite pri založbi Sofija. Iz nje pa citiram tole. Zakaj gospodstvo razreda ne ostane to, kar je, faktično podreditev enega dela prebivalstva drugemu, ampak dobi formo uradnega državnega gospodstva? Oziroma, kar je pač na podoben način isto vprašanje postavljeno, zakaj se aparat oblastne prisile ne vzpostavi kot zasebni aparat vladajočega razreda, ampak se od njega loči, dobi formo brezosebnega, od družbe odtrganega aparata javne oblasti? Skratka, to, kar sem se spraševal na začetku, zakaj oblast ni več neposredno v rokah vladajočih, ampak je od nje ločena in ima pač ta videz objektivnosti in formalne enakopravnosti. Odgovor je načelno sledeč. Da ta sistem deluje, družbeni odnosi ne smejo biti regulirani z neposredno rabo sile, se pravi, tako, kot so bili regulirani vsa ta tisočletja predtem. Da se to zgodi, je morala biti moč vzeta iz rok in faraonov, in kraljev, in plemičev in vseh ostalih, in namesto tega morajo biti uvedene ločene družbene institucije, ki imajo, to pa je drugače klasična definicija države, te institucije imajo monopol nad legitimno rabo sile. Sprav, ne more se kjerkoli vladar danes kar tako odločiti,
da pač nasilno poseže v nekoga drugega. Pač tukaj so neke institucije, čez katere je treba iti in določeni pač postopki in zaščita nekih pravic in tako naprej. Če se vrnemo nazaj na ta začetni primer iz angleškega kmetijstva, je razlika sledeča. Namesto fevdalca, ki samo pride in ti prevzame pridelek, imaš zdaj naslednjo situacijo. Imaš zemljeposestnika, ki ti odda zemljo in ti pobere cel pridelek in ti namesto tega da plačilo. Ta plačilo se je načeloma imenovalo dnina, kateri pač mezda plača in tako naprej, so pač vse variacije istega. In na ravni pogodbe gre v resnici za menjavo ekvivalentov. Pač na eni strani imaš živo delo na kmetih, ki je ovrednoteno za toliko in toliko, in na drugi strani imaš najem zemlje, ki je ovrednoten kot toliko in toliko. In pač na ravni trgovanja gre za menjavo ekvivalentov. Ampak na ravni produkcije je pa prišlo do tega, kar pač marksisti recitirajo v spanju, do apropriacije presežne vrednosti. Sprav, pač to, kar je delavec ustvaril, je vredno več, kot to, kar je dobil kot plačilo. In da se ta transakcija zgodi, potrebuješ univerzalni pravni red. Ta je namreč tisti, ki varuje zasebno lastnino, in ta je tisti, ki postavlja človeka v položaj svobodnega ponudnika lastne delovne sile. Da ta operacija deluje, potrebuješ standardiziran jezik, v katerem kodificiraš dogovore, potrebuješ jamstvo, da bo dogovor upoštevan, da se ni mogel človek kar tako, da se ni mogel pač fevdalc kar tako sprdniti, da pač tega ne bo upošteval. Potrebuješ institucijo, ki razsoja v primeru sporov, potrebuješ aparat represije, ki bo preganjal ugotovljene kršilce in vse te stvari, ki sem jih zdaj naštel, vse to je sodobna država. Zdaj mogoče ene par opomb k temu, kar sem zdaj povedal. Jaz sem zdaj pač probal logično izpeljati eno stvar, ki je pa v resnici kar ene 200-300 let zelo krvave in umazane zgodovine, zato smo prišli do tega stanja. Ne? Definitivno je bila zgodovina bistveno bolj krvava in umazana, kot sem jaz zdaj opisal v pač procesu boja za oblast. Namreč, dolgo časa nazaj, se pravi pač dobi feudalizma, ni bila država nič več, kot samo v kroni opredmeten poseben status kralja. Ta kralj pa je bil v resnici samo eden izmed feudalcev, pač unta najbolj uspešen. Državna vojska ni bila nič več, kot vojska, ki je bila sestavljena iz vazalov kralja in pač iz ljudi, ki so jih pač te vazali prisilno upoklicali v času, ko je bil spopad. Državna blagajna isto tako ni obstajala kot nekaj posebnega, je bila preprosto blagajna dvora kralja in pač tudi mednarodni odnosi niso bili nič drugega, kot preprosto to, katerega sina je dal kralj poročati z nekom pač v tujini in kakšna zavezništva so iz tega nastala. Skratka, država ni obstajala kot nič onkraj tega, kar je pač imel pod neposredno kontrolo kralj, ki je bil pač samo najuspešnejši feudalec. In ta fragmentirana feudalna sila se potem zelo postopoma centralizira z ustanavljanjem institucij, kakršne sem prej opisoval, se pravi sodišča, birokratski aparati, policije, inšpekcije in tako naprej. Tukaj bi mogoče spomnil vas na te stvari, ki smo se jih učili v srednji šoli, recimo na primeru Francije. Pač na eni strani je bila Francija zelo fragmentirana, feudalna družba, kljub tem, da sem imel na eni strani pač nekega kralja v Parizu, ki je bil tudi zelo močen kralj, sem imel na drugi strani zelo močne regionalne politične sile, kot je bila recimo vojvodina Burgundija. Na drugi strani pa potem bi vas spomnil na to sliko, ki jo pričara dvorec Versailles. Par stoletij kasneje je pač boj za oblast izgledal tako. Kdor je karkoli pomenil v Franciji, je moral biti pač tam fizično v tem dvorcu.
Moral si pridobiti neke dvorne privilegije, neke administrativne funkcije, ki so bile vezane pač na to središče politične moči. In če vas spomnim na imena, kot so Ludvik XIV, pa Ludvik XV, pa Ludvik XVI, to so vse vladarji, ki so bojevali bitke pač v svojih državnih ustanovah glede točno tega. Pač, kje bo moč, kdo bo imel koliko pravic in na kakšen način bodo te organizirane. In vsaj eden izmed teh preomenjenih vladarjev je tudi izgubil glavo potem, pač zaradi točno teh spopadov. Spomnil bi vas, če še ostanem pri Franciji, pač na eni strani na Ludvika XIV, ki velja za pač tega velikega absolutista, ki je centraliziral oblast, je bil v tem tudi zelo uspešen in vladal 70 let, in na drugi strani Napoleon. Zdaj, med tema dvema vladarjama v resnici minilo samo 100 let. Ampak kakšna velika razlika je v resnici v oblasti, ki sta jo izvajala en in drug. Pač, eden se je moral neprestano bockati na vse strani, ustanavljati vedno nove institucije, se prepirati, imel si takšne in drugačne pač oblike družbene organizacije, ful velike razlik med različnimi teritoriji Francije, takšno uradništvo, uradništvo, cerkev se ti vplete, verski spopadi. Skratka, politični kaos, iz katerega je zelo težko izplezati na vrh lestvice. Na drugi strani pa Napoleon, ko je pač vsa ta oblast konsolidirana. Ko imaš pač birokratski aparat, sodišča, inšpekcije in preprosto vse te stvari obveljajo. Pač v prvem primeru skratka konstanten boj za to, kako bo oblast razporejena, in na drugi strani država v modernem pomenu besede. 100 let razlike vmes. Drug način, na kateri je zgodovina tekla precej manj čisto in gladko, kakor sem jo pa opisal, so pa pač tudi pravice ljudi in delavcev. Odprava tlačanstva pač definitivno ne privede takoj do svobodnega delavca. Tukaj bi dal en zelo poveden primer, in to je, da v tipični zgodnji industrijski družbi delavec, ki zdaj ni več osebno nesvoboden, ni bil kar takoj pač delavec v našem pomenu besede. Ni mogel recimo samostojno prekiniti delovnega razmerja, zato je potreboval soglasje delodajalca. In država recimo, Anglija in vse ostale, je strogo kaznovala zapuščanje delovnega mesta sodnim pregonom in z nečem, čemer so pravili dolžniški zapori. Se pravi, če ti ni bil všeč šiht, na katerem si delal, tako zelo, da si pač šel stran od njega, si se slej ko prej znašel v zaporu zaradi tega. In recimo obstajal je recimo register delovnih razmerij, se pravi, kdo je zaposlen pri komu, in pač administrativni aparat, ki je vodil ta register, se je imenoval policija. Drug primer, ki bi ga dal, je recimo abolicija suženjstva v ZDA. Tudi tam, pač potem, ko črnci so osvobojeni pač suženjskih delovnopravnih razmerij, ni bilo tako samoumevno, da so kar takoj bili pač enaki belcem, niti po svojih zakonskih pravicah. Ne. Takrat se recimo v Ameriki razmahnejo te tradicije, ki jih imajo tudi danes, tradicije pač. Pravne oblike, kot recimo prisilno delo zadolženih ali pa najemanje zaporniške delovne sile. Pač, takrat se razmahnejo te pravne oblike, v katerih recimo delavci stalno delajo na območju plantaž, bili so vklenjeni v verige, morali so jih čuvati stražarji, pogosto je bilo telesno kaznovanje. Skratka, pač vse je bilo čisto podobno, ista stvar kot suženjstvo, vsem razen v imenu. In pač en in drug primer, pa bi jih imel kar še ene par, to se v bistvu kaže na to, kako velik in dolgotrajen in mukotrpen proces je bil, da so si pač delavci izborili to, kar imamo danes. Pač osebna svoboda in enakost pred zakonom in tako naprej. Pač, vedno so bile te stvari predmet dolgotrajnih bojev, mukotrpne politične organizacije in pogosto pač tudi zatrtje v krvi, preden se je karkoli spremenilo.
Tako da to imejmo vedno v mislih, da pač ni tako, da je pač tam odzad nek prefrigeran ki si predstavlja, ok, zdaj sem si pa jaz zamislil nek bolj produktiven sistem od feudalizma in zdaj bo pač družba organizirana tako in tako. Vedno gre za rezultat družbenih bojev in spremenjenega ravnotežja moči. In stvari trajajo. Zadnji primer, ki bi ga dal, je pa v bistvu Hitlerjeva Nemčija. In bi spomnil na to, da je v bistvu Tretji Reich bil režim ogromnega aparata prisilnega dela. Od 30. let 20. stoletja je v ta režim dela vključenih milijone političnih in vojaških zapornikov. V vojnem času je v določenih panogah, seveda predvsem vojaških, je bilo od 30 do 60% delovne sile zaposlene prisilno, pač pod grožnjo metka. In v resnici tudi potem, ko tam nekje od leta 1944 dalje, ko je pač ratal že dosti jasno, da je začela Nemčija izgubljati svojo vojno, so v bistvu tudi Jude začeli bolj v ta delovna taborišča delati kot pa v koncentracijska. Tudi sam Auschwitz, recimo, kot pač ta simbol holokausta, je v resnici sestavljen iz 3 taborišč. Pač 2 sta bili eksterminacijski, ta tretja je pa bilo v bistvu delovno taborišče, v katerem pač je imelo delovno silo en izmed koncernov, IG Farben. Zakaj vse to pač zdaj še, sem si vzel ta ovinek, hočem reči sem to, da pač nikoli niso stvari v zgodovini irreverzibilne. Zdaj smo pač dosegli neko novo poglavje v zgodovini in nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Pač ne samo skozi genocid, ampak tudi skozi ta režim prisilnega dela, nas v bistvu ta epizoda 20. stoletja opominja, da pač zgodovinski procesi niso nikoli večni, vedno so kontingentni, vedno so reverzibilni in vedno so stvari lahko spet slabše, kakor so. Tukaj bi mogoče zdaj zaključil ta zgodovinski del in probal iti na hitro še na ta drugi del, in sicer kaj se iz vsega tega zgodovinopisja lahko praktično vzamemo. Moj prvi napotek bi bil pač levičarjem in vsem ostalim zainteresiranim, preveč se ukvarjamo s tem, kako se bo sistem zrušil in kdaj. In pač levica je polna teh prognoz. Pač to se je napovedovalo po prvi svetovni vojni in to se je napovedovalo, ko je bila ustanovljena prva delavska država na svetu, pač po oktobrski revoluciji, torej to se je napovedovalo po drugi svetovni vojni, to se je napovedovalo maja 1968, to se je napovedovalo zaradi Thatcherjeve in Reagana, napovedovalo se je z antiglobalizacijo, napovedovalo se je z Occupyjem in pač tudi zdaj imamo po par kratkih letih spet en globalni val protestov in spet so vsi polni vznesenih besed, spet so vse stvari na robu kolapsa. Ne? Ampak po mojem pa pravo vprašanje v resnici ni, kdaj se bo sistem sesul. Pravo vprašanje je, zakaj se po vsakem sesutju vedno postavi nazaj na isti način. In mislim, da je razlog v tem, ker se s to univerzalizacijo prava in vsega ostalega, ki sem ga prej opisoval, družba tudi dokončno segmentira. Z univerzalizacijo začnemo govoriti o recimo pravu in o državi in o družbi kot o ločenih sferah pač družbene organizacije. Definitivno so administrativni aparati, ki regulirajo ta področja, ločeni. Definitivno so vede, ki proučujejo te stvari, se pravi sociologija, politologija, ekonomija ločene. Definitivno je medijsko poročanje o teh stvareh ločeno. In pač jaz mislim, da je to zelo pomembna karakteristika pač družbenega obstoja, kakor ga poznamo danes. In v svoji najslabši inačici lahko to stanje porodi pojave, kot je recimo rasizem. To, da se pač stvari vzame at face value, recimo to, da ne vem, statistično gledano pripadniki določenih manjšin izkazujejo nadpovprečno stopnjo kriminalitete in se to pač vzame at face value in reče, ok, cigani kradejo. Pač
namesto tega, da se vidi družbo širše in recimo jemlje zakup tudi socialni kontekst, obseg družbene izključenosti, ki pač določene populacije sili v tako početje. Ampak ne gre v resnici za rasizem, tudi pač mi, recimo temu, ampak ne gre samo za to, da bi pač bil, ne vem, del populacije zaveden in da goji nekakšno napačno zavest, ki bi bilo to sem treba odčarati z izobraževanjem, kakor ga delamo tukaj, ali pa s kričanjem na ljudi na Facebooku. Ni tako preprosto, ne? Tudi mi, recimo temu dobro misleči ljudje, smo pač žrtve istega pojava. Nihče od nas ne more resnično zapopasti družbe v njeni celotnosti in če nič drugega, to pomeni, da pač zelo težko si je izrisati dober akcijski načrt, kako naj levica postane uspešna. In definitivno se je nemogoče iz tega razloga zamisliti alternativo kapitalizmu, kakor so vedeli povedati ljudje kot, ne vem, Slavoj Žižek ali pa pokojni Mark Fisher. Pač to je to, lažje se je zamisliti konc sveta danes kot pa konc kapitalizma. In razlog, zakaj je tako, je ta pač segmentiranost družbe. In zato v resnici predlagam pač to spremembo perspektive, da bomo nehati razmišljati o tej eskatološki končni spremembi, veliki revoluciji, ali pa zdaj bo pa šla z nasiljem ali pa mirno dobro, kakorkoli že, da bomo v resnici raj zamenjati perspektivo in uvideti, da v resnici ne gre za to, kdaj bo kapitalizem dosegel pač dokončno krizo, ampak to, da pač kapitalizem v resnici vedno zapada v krizo. Pač, recimo temu krizice, ne? Skozi se dogaja ali politične, ali ekonomske, ali legalne, ali korupcijske, ali kakršnekoli že krize, škandali, problemi. In kar je po moje ključno in pač uporabno tudi za nas, je to, da v takšnih primerih je načet ta videz formalne enakopravnosti, ki sem ga opisoval na začetku predavanja. Oblast je v takšnih primerih soočena z dilemo, kaj narediti. Še naprej pustiti, da je ogrožen ta videz pravičnosti in formalne enakopravnosti, ali pa pač žrtvovati en del sistema, mogoče tudi pač pustiti določene koncesije pač organiziranim družbenim gibanjem ali komorkoli že, kad protestira v danem trenutku, in ga pač nadomestiti z nečim drugim. In to je tisto, kar se konstantno dogaja. In v bistvu bi vam tukaj priklical pač, to je nekaj takega, kot ta avtomobil na Kubi. Ne? Imaš bojda, ne? Na Kubi, ki pač je vsa ta desetletja pod ekonomskim embargom, imaš pač avtomobile, vsi Kubanci so genialni mehaniki, ne? In pač tam imaš kao avte, v katerih je bil že čisto vsak sestavni del zamenjan, ki se je vmes pokvaril in ki pač enostavno ni denarja, sredstev, kakorkoli za pač kupovati kaj novega. In to je tudi ta sistem, v katerem smo danes. Čisto vsak delček tega sistema je potencialno zamenljiv in je bil v vsem tem dolgem trajanju od časa, ko so 14-letni otroci delali v rudnikih in je bil delovnik 14-urni, in ko ni bilo vikenda in ko ni bilo bolniške in tako naprej. Pač čisto vsak del tega sistema je bil do zdaj že vsaj enkrat zamenjan in tudi v prihodnje lahko da bo. Ali na boljše, ali na slabše. In to je pač to polje, v katerem mi operiramo. In namesto, da razmišljamo o tem, kdaj bo pač vse skupaj se dokončno spremenili, dajmo dojemati pač politiko kot konstantno gibanje, kot konstantno ravnotežje sil, političnih razmerij moči, v katerih bodo vedno določeni deli šibkejši ali pa močnejši in v katerih bodo pač v katerih bo pač ta videz formalne enakopravnosti bolj ogrožen ali pa manj ogrožen. In pač v tem pač dinamičnem sistemu probimo vedno pač najdeti tisti del, v katerem pač se da biti proaktiven, ofenziven, udariti, diktirati, o čem se bo družba pogovarjala in probati siliti pač neko spremembo. Na ta način
To je pač po mojem ta način, na kateri bi morala levica v resnici razmišljati, se pač mogoče malo bolj odreči teh svojih pač velikih prognoz in pač razmišljati recimo temu malo bolj taktično. In to, mislim, tudi za pač organizacijo, ki nas danes gosti, se mi zdi, da je pač tudi en nauk v tem, pač jezik je na nek način tudi taktično orodje in treba je če pač imamo neko tako enotno izhodišče in pač na ta način taktično razmišljamo, lahko zelo hitro v resnici pač pridemo, pač izoblikujemo neko stališče in nek načrt, dosežemo konsenz v organizaciji, izdelamo načrt, se lotimo neke kampanje in pač probamo spremeniti en del. In na ta način pač tudi vplivati na diskurs v družbi in vrednote in tako naprej. In pač to je po mojem nek blueprint, na katerega bi morali pač se pogovarjati in organizirati in izvajati svoje kampanje. In pač načeloma na ta način, tako kot zdaj spet družbeni sistem, v katerem živimo, ratuje vedno slabši, lahko spet ratuje vedno boljši. In kdo ve, nekoč na neki točki, kdo ve kdaj, je lahko tudi tako zelo drugačen, da bo bil pač tudi ne samo kvantitativno, ampak tudi kvalitativno drugačen. Jaz je bil glede tega vse na pač neki bazični ravni optimističen. Nobena stvar v zgodovini do zdaj se še ni izkazala kot večna in po moje tudi pač to, čemer danes pravimo kapitalizem, se ne bo. Konec koncev je v resnici dosti mlad. Pač obstaja, kot sem skušal v tem predavanju razložiti, nekih 200-300 let. To, kar ga res v svoji današnji obliki se je recimo, da je oblikoval šele po drugi svetovni vojni in se obdržal v svoji takratni obliki nekih 30 let. Potem je šel pač v drugo smer in to je smer neoliberalnega obrata in ta je bila na delu pač tudi spet enih 30 let in zdaj zadnjih 20 let je spet stvar nekje v nekem takem limbu. Ne. Skratka, mogoče tako gledano iz perspektive človeške zgodovine v resnici je zadeva še dosti mlada in to, kar mi počnemo, je še mlajši in pač damo se o tem nadaljevati in vedeti, do kam gremo. V vsakem primeru pa mislim, da na koncu, kar se bo zgodilo, bo pač rezultat drugačnega razmerja sil moči, družbenih bojev in znotraj tega pa razumeti dinamično to formalno enakopravnost, ki pač zakriva dejansko neenakopravnost, je po mojem pač ta glavna lekcija, ki sem jo hotel danes pokazati. To je to. Hvala.